videu sem s tabo želela samo deliti ene informacije oziroma trikce, kako lahko bolj učinkovito uporabljaš svoj e-mail, in sicer, da greva čez vse 3 polja, ki jih imaš na voljo pri mailih, ko vnašaš naslovnike. In zdaj, prvo polje je najbolj navadno polje tu, kamor verjetno zmeraj vnašaš naslovnike. Potem pa imamo še 2 polji, ki ti lahko prideta zelo, zelo prav in sta v bistvu pripeljeta do bolj učinkovite komunikacije, in to je prvo polje, je v slovenščini KP ali CC v angleščini. Gre za kopijo maila, ki jo lahko pošlješ naslovnikom. Zdaj, to pride prav, predvsem kadar gre za komunikacijo med večjimi ljudmi, torej če mail pošiljaš večjemu številu ljudi in želiš imeti enega naslovnika, od katerega se pričakuje neka akcija, ali da ti odgovori, ali da ti da feedback ali karkoli, hkrati pa želiš obvestiti tudi nekaj več ljudi. Naprimer, če delaš na enem projektu in mora nekdo izvesti neko nalogo, bi tega naslovnika vpisala v polje za, torej da je temu naslovniku to namenjeno. Ampak, ker delaš v neki skupini ljudi, želiš, da so tudi o tem drugi obveščeni in vejo, zakaj se gre, da so na tekočem s projektom, jih pa lahko dodaš v ta polje CC oziroma KP, tako da bojo tudi oni obveščeni, zakaj gre. In med sabo vsi ti prejemniki tudi vidijo, komu je bil mail poslan, tako da če nekdo odgovori, lahko odgovori vsem naenkrat, tako da je zmeraj na tekočem, kaj se recimo na projektu dogaja. Potem pa imaš še eno polje, ki pa je v slovenščini SKP oziroma v angleščini se imenuje BCC, to je pa skrita kopija maila, ki pride zelo prav, kadar spet pošiljaš mail večjim naslovnikom, ampak v tem primeru ne želiš, da med sabo vidijo, komu vse je bil mail poslan. Zdaj, kdaj pride to prav? To pride prav, recimo, če imaš neko obvestilo in želiš poslati eno obvestilo, en mail, recimo svojim strankam. Zdaj, da ne pišeš vsakič, ustvarjaš novega maila in dodajaš novega naslovnika, lahko narediš en mail in vse prejemnike dodaš v BCC, kar pomeni, da bodo vsi ti prejemniki dobili ta mail, med sabo pa ne bodo videli, komu vse je bil mail poslan, tako da bo v bistvu izgledalo precej podobno, kot da bi bilo samo poslano njim. Tako da, evo, upam, da ti tile trikci pomagajo pri bolj učinkoviti komunikaciji preko e-mailov in ti mogoče prihranijo tudi čas.